zbrali na prvi naši jesenski prireditvi, ki jo prirejamo skupaj s Socialno akademijo in s društvom Demos na Kamniškem. Naslov smo ji dali Pravica do groba. Naslov, ki ni ravno takšen, da bi množice za seboj pritegoval, vendarle mislimo, da je v Kamniku prav v smislu te pravice do groba marsikaj treba narediti in seveda s tem morda prispevati k tisti tako opevani spravi, za katero se je pa pravzaprav zelo malo naredilo v tem času samostojne Slovenije. Ta projekt, ki ga bo uresničil Demos na Kamniškem, ima dva cilja. Prvi je postavitev manjšega sakralnega objekta v Kamniški Bistrici in sicer na Kopiščih, kjer so velika grobišča, to sami veste. In če bo to šlo, ker smo pozni, izdaja zbornika pričevanj o teh povojnih dogodkih. Na eni strani je tako, da je čas že pozen, na drugi strani pa je treba reči, da je strah med ljudmi, da bi povedali, kaj se je dogajalo, še zmeraj močen. No, najprej bi začeli to našo prireditev tako, da bi magister Igor Podbrežnik, predsednik Demosa na Kamniškem, predstavil Socialno akademijo. Potem bomo pa z našim programom nadaljevali. Dobro večer še v mojem imenu, v imenu društva Demos na Kamniškem. Vesel sem, da ste se kljub številnim dogodkom o pričakovanju lokalnih volitev zbrali tukaj z nami, da vam poskušamo predstaviti, kaj je bilo narejenega v letošnjem letu na tem področju, za katerega smo v društvu ocenili, da je ključnega pomena za prihodnost naše Slovenije. Vesel sem, da nam je Socialna akademija omogočila, da smo tudi mi del socialnega tedna in zaradi tega vam bi želel predstaviti, kaj to sploh je Socialna akademija in kaj pravzaprav je socialni teden. Socialni teden se letos dogaja že šestič, odkar so se to odločili imeti. Vsako leto je teh udeležencev več. Poslanica tega socialnega tedna je v letošnjem letu naslov je Skočimo ven in da to razložim, zakaj gre. Gre preprosto za to, da so organizatorji oziroma da ugotavljamo, da smo ujetniki raznih škodljivih vzorcev, da na nek način nezavedno težimo k ohranjanju starega stanja in da drsimo vedno večji prepad v vrednotah, prepad v zadolženosti, nemorali, ljubobi in tako naprej. In to so v Socialni akademiji predstavili z kuhanjem žive žabe. To je zelo preprosto, začne se z mrzlo vodo, tam je noter začetku si te žabi ni ne vem kako prijetno, potem je zmerno bolj topla voda, vedno bolj je prijetno, glavno udobje in tako naprej in tako naprej. In potem seveda se ta žaba, ko je temperatura že višja, utrudi in na koncu pravzaprav kar umre, pogine tam noter tisti vodi. In zato je potrebno skočiti ven. In letos se spominjamo treh ključnih dogodkov v novejši zgodovini. 100 let, odkar se je začela Prva svetovna vojna in kaj je ta za sabo prinesla, vemo, strašne žrtve, uničenja, še eno vojno in zdaj se nam, ne vem, spet obetajo neki konflikti in torej hočemo povedati, da mir ni samoumeven. Poleg tega beležimo 25 let od padca Berlinskega zidu, to bo ravno kar, pa bomo lahko spominjali, pa še vedno vidimo, da se ljudje na nek način utapljajo v iluziji socializma, da se utapljajo v iluzijah drugih totalitarnih režimov in pa predvsem tisto,
da se utapljajo v nekih nevidnih rokah tržne ekonomije. Ne. In še zadnja stvar, 10 let odstopa v Evropsko unijo. Tukaj nastopa sedaj bojazen, da nam bo mlada generacija ušla. No, v Socialni akademiji pravimo, da poglejmo čez meje naše domovine, vendar te dobre ideje prinesemo nazaj v to domovino, ker da z njo ostanemo povezani in pa da ostanemo zavedna torej, skupnost. In tako dalje. To se pravi, gre preprosto za to, da poskušamo v tem tednu razmišljati izven okvirov, dnevnih okvirov in pa da se zavedamo, da so okoli nas ljudi, da jih opazimo in da je možno tudi drugačen način življenja. Torej, ne bi vam podrobnosti kazal, kaj je poslanstvo, ampak v vsakem primeru, če samo en najbolj ključen argument je to, da se ustvarja civilna družba, ki ni samo tista civilna družba, ki je prišla naprimer pred 2 leti na ulico kot civilna družba, ampak da lahko tudi ljudje, ki imamo krščanski nazor, smo del civilne družbe, to je zelo pomembno, to se pravi, da mi nismo za domač štedilnik, ampak smo tudi del civilne družbe in civilna družba je pravzaprav iniciator vseh novih političnih iniciativ. In tukaj si lahko preberete sami, katere so te vrednote. Jaz mislim, da je predvsem ta solidarnost v tistem pravem smislu besede in pa odgovornost do sebe, do družbe, ta glavna stvar. Tukaj lahko vidite, s čem vse se ta Socialna akademija v Ljubljani ukvarja. In tako smo se tudi mi srečali s to Socialno akademijo na enem od, oziroma jaz posebno sam, na enem od seminarjev, ko da so nas v bistvu pripravili, oziroma so nam prikazali, kako naj bolje sporočamo tisto, kar želimo povedati, kako pripraviti dogodke in tako naprej. Del socialnega tedna letos prvič je pa tudi namenjen dobrodelnosti. Tukaj zelo nakratko predstavlja Slavko Cekuto, ki vodi misijon še z eno sestro v Albaniji in ki skrbita za 52 otrok ženskega spola, za pravi deklice, brez staršev, ki so doživele pač zelo neprijetne izkušnje v življenju. In tukaj vse preko Socialne akademije zbirajo pač to, kar tukaj vidite, te nujne zadeve in pa 2. oktobra bo tudi dobrodelni koncert v Ljubljani. In pa še eno stvar je, tukaj bi jaz priporočil, da če kdo želi od vas, lahko danes se oglasite pri nas in se vključite v ta zaključni seminar. To lahko preko društva Demos ali pa preko društva Sveti Jakov poskrbimo za to, da vas prijavimo in da, ker tam se bo lahko naučilo marsikaj novega. Tukaj bi pa želel pokazati, da to so slike, to so v bistvu kraji, kjer se v tem tednu dogajajo dogodki. Včeraj se je Socialna akademija začela, oziroma Socialni teden začel v Ljubljani, ampak kot vidite, to ni vezano na Ljubljano, ampak je vezano na celo Slovenijo. Kot sem rekel, pravica do groba je bila javnosti prvič, širši javnosti izven društva, prvič predstavljena na delavnici Pot sporočila, to je bil na veliki teden letos, v organizaciji Socialne akademije. Če sem prej pokazal zemljevid, kje dogodki so, vam pa zdaj pokažem, kje so pa dogodki bili v 69. letju. In teh krajev je 6-krat toliko, kot je zdaj trenutno dogodkov Socialne akademije. To ni moja naloga, da jaz to danes razlagam, ampak samo kot en primer. Danes se bomo pa osredotočili na to mikrolokacijo v Kamniški Bistrici, že znanih lokacij, grobišč. Tam je zelo zanimivo, je Kraljev hrib in tam imamo
rdeče narisano, potem še nekaj rumeno narisano. Moram pomeniti, da ravno v zadnjem kamniškem občanu se je dalo prebrati, da najemnik tega lokala na Kraljevem hribu tam zdaj obuja vso to ikonografijo Josipa Broza in pa teh, bi rekel, tega tituizma v tem smislu kot cesar Josip Broz Tito, ampak v bistvu tega je potem, da se pa mi trudimo, da bomo pa Josipu Brozu to naredili pa še en spomenik. Ne tisti, ampak tako, kot je pa v resnici ta režim v resnici bil. To je naš cilj in zdaj bi jaz s tem predal besedo našim avtorjem. Hvala, Igor. Torej, prireditev smo poimenovali Okrogla miza in zamislili smo si jo pa tako, da bi najprej predstavili svoje poglede nekateri strokovnjaki z različnih področij in seveda na koncu bi pa dodali še svoje misli, kaj mislite, da bi bilo treba napraviti, kaj vi veste, na koga bi se lahko obrnili za pomoč v tem smislu. No, izhodišče prireditve je temeljna pravica vsakega človeka, da je nekje pokopan v skladu s kulturo in tradicijo okolja, kjer je živel in vero, ki je pripadal. O tem bo spregovorila dr. Verena Perko. Načrtovano je bilo, da bo pogled sodobnih verstev, zlasti katoliške vere, predstavil zgodovinar in teolog dr. Janez Marolt, ki pa je zaradi bolezni ostal doma oziroma se je opravičil. V zdajšnjem drugem delu bo zgodovinar dr. Damjan Hančič prikazal povojno dogajanje in grobišča na Kamniško-Komenskem, zlasti pa v Kamniški Bistrici. V tretjem delu bo magister Igor Podbrežnik, predsednik Društva Demos na Kamniškem, opisal projekt gradnje manjšega spominskega verskega objekta, ki bo postavljena v Kamniški Bistrici v spomin vsem žrtvam povojnega nasilja v občinah Kamnik in Komenda. V četrtem delu pa bo zgodovinar profesor Matej Stele opisal načrt zbiranja in zapisovanja pričevanj o krutih povojnih dogodkih na Kamniškem in Komenskem. Na koncu bodo avtorji prispevkov odgovarjali na vaša vprašanja, vi pa boste dodali, kar mislite, da ni bilo dovolj poudarjeno ali pa sploh ne izpostavljeno. Začnimo torej našo prireditev s pesmijo kamniškega pesnika Franceta Balantiča, ki teh časov nikakor ni doživel, lahko rečemo, da jih je slutil, ne, pač pa je čutil ta čudni svet, ki mu je bil priča in ki ga je tudi pravzaprav stal življenje. Zasuta usta. Nekje pokopališče je na hribu, brez križev, rož, grobovi sami. In prek razpadlega zidu rumena trta, ki išče luč z ugaslimi rokami. Ležim v globini tiho, tiho, v dolini mrzel je večer in pust. Pri meni noč je in mi sveti. Joj, lep je molk s prstjo zasutih ust. Zdaj prosim dr. Vereno Perko, da spregovori o temeljni človekovi pravici, pravici do groba. Dober večer. Jaz sem razmišljala, pravzaprav tega ne bi nikoli napisala, če me Metka ne bi Če me ne bi Metka pred letom dni nagovorila in je rekla, da je poskusiti to povedati nekako z drugega stališča. In sem rekla, ampak jaz pravzaprav kot arheologinja, sem arheologinja po izobrazbi, to drugače, pa sem se branila. No in tudi danes bom rekla, ne bom govorila kot arheologinja, niti ne kot muzeologinja, to je moj drugi poklic, ki se ukvarjaš z dediščino, se sprašuješ, čemu služi preteklost, raziskovanje preteklosti in muzeji. Ampak vam govorila kot človek, ki je čedalje bolj odprt in zadrt v tisti prehod, ki mu rečemo smrt.
Bo pa seveda tukaj odzvanjeno, mogoče če lučko ugasnemo. Sem slikami pripravljena in bomo šli skozi, kaj je vplivalo na to, kajti veste, v šolah, ko študiramo zgodovino, ko študiramo arheologijo, pravzaprav nas učijo biti neutralen in objektiven in se od tega držati tako prečno, da ne more nihče, zakaj? Zato, da ne bi bili politični menda. In prav to omogoča, da je znanost dejansko zelo zlahka manipulirana. Šele ko sem bila 94. leta na Češkem, Češka je bila zelo dolgo 20. stoletje duhovni center Evrope, ne smemo pozabiti. In nas je profesor, ki je bil 69. leta izgnan iz Češke, ker je raziskoval preteklost Češke, kar Rusom ni bilo po všečine, nas je peljal na ta poletna mednarodna šola v Terezin. Ta strahotna hiša, kjer je bilo tisoče Judov, posebej otrok, odtrgano in kjer je večina umrla ali pa so jih odpeljali v druga koncentracijska taborišča. To je bilo moje prvo srečanje. In ko smo po tej stari Marije Terezije, vojašnica je to, hodili, vlažni, zapuščeni, trume so noter, so dejansko pravzaprav prišli ven cela skupina zgrožena. Zakaj? In bili smo pa različnih kultur z celega sveta. In prvo, kar smo rekli, je bilo, vse lahko, Igor, kar pusti. Ne čudra. Lepo vas prosim. In prvo, kar je bilo, kar smo se spogledali, čisto zgroženi, smo rekli, a te duše so še tukaj. Ta grozen občutek prisotnosti. In potem sem ves čas razmišljala o tem, kot arheologinja pravzaprav, antropologi vam bojo rekli, odnos do smrti je kulturno in zgodovinsko pogojen, se skozi čas spreminja. Ja, vsi vemo to, Ali pa je neločljivo prepleten s prežitki preteklih verovanj in praks. In je smisel pogosto že zabrisan, to vsi vemo, ni treba študirati. Ampak kaj je pravzaprav to smrt? So vrata, ki nas povezujejo z onostranstvom. In odnos do smrti definira človeka kot transcendenčno bitje. Se pravi, človek se v tisti stopni loči od živali, ko začne svoje sobrate pokopavati, ko se zave smrti, kajti s tem pravzaprav se odpre v onostranstvo, k Bogu. Da je tako res, pravzaprav je temeljno vprašanje vsakega na osebni ali pa na skupni ravni, od kje prihajamo, kam gremo. Odnos do smrti definira človeka in civilizacijo. Živali znajo orodje uporabljati, znajo, ampak nobena ne pokopava. Se pravi, tisti trenutek, ko se to zgodi, je človek definiran. Če samo še te pravi bi temu rekli, to je vprašanje, temeljno vprašanje smisla. Kakor hitro zanemarimo pokop, kakor hitro nehamo razmišljati v tej tretji dimenziji človekovi, onostranstva, pravzaprav prenehali biti človeško bitje, smo izgubili smerokaz. To je trdno povezano z ognjem. Kot arheologinja tudi vem, bom pokazala par stvari in bom skušala razložiti iz teh teoretičnih delov. Ko človek začne uporabljati ogenj, tudi to ga definira. Od takrat naprej govorimo lahko o civilizacijah. Če damo še naprej, Mitka. Šli smo nazaj. Ne. In sicer bomo vzeli iz mitov ven. V mitih je ogromno resnice, ki govori vsakemu o nas, o arhetipsku, vsakemu od nas. In sicer, kaj je ogenj? Pravi mit Prometej, ki so se mu ljudje, eden od titanov, so se mu zasmilili v mrzli noči, hladnem, v temi
in je ukradil bogovom. Se pravi, bogovom je ukradil ogenj, ga je prinesel in ga je dal ljudem, zate je ogenj, ne? In kaznovan je bil grozno, z orlom je v redu. Ja, ki mu pljuva vsako noč, vsak dan jetra in ki se mu ta jetra obnavljajo. A vas to ne spominja pravzaprav na trpljenje na križu. Nekdo, ki hoče odrešiti človeštvo. No, in če pogledamo tole sliko, ne prikazuje rekonstrukcija neandertalca, središče človekovega življenja postane ogenj. Gremo naprej. In dejansko, recimo že iz bronaste dobe, ko odkrivamo hiše, ko odkrivamo bivališča, sredi človekovega bivališča je vedno ogenj, ognjišče. Tam se zbira, tam se upravljajo, tam se upravljajo dejansko najpomembnejši rituali, in to se je ohranilo pri Slovencih še danes v jeziku. Zapustiti ognjišče pomeni zapustiti dom. Če gremo še naprej. In sicer, tlele bi vam rada pokazala rekonstrukcijo rimske hiše in se bomo ustavila potem prav pri antiki, pri Rimljanih. Ko je de Coulanger, to je bil klasični zgodovinar, francoski 19. stoletja, dejansko ugotovil, kaj pomeni ogenj, kaj pomeni tisti ritual v hiši in kako to povezuje pokop človeka in ritual na grobu. No, tlele bi samo to pokazala, tlele, če pogledate na levi strani, nimamo najbolj nobenega kazalčka, ne bo šlo, tlele gor, bom takole stopila, bo najlažje. Nimamo več v središču ognjišča, ampak hiša dobi, vsaka rimska hiša dobi svoj oltar, kjer se začne vsakodnevno življenje, kjer se začne vse, kar je pomembno, kar povezuje hišo, družino. Ko se otrok rodi, oče položi ob ognjišče otroka in s tem mu da legitimno pravico, da je dedič njegovega premoženja. Če tega ne stori, je otrok izpostavljen. Eno naprej. In tukaj poroka se zgodi. Glejte, zraven ima simbolno baklo. Se pravi, ogenj je tisto, ki očisti, ki nas poveže z onostranstvom, ki povezuje življenje in smrt. Če gremo še naprej. No, in ta mozaik iz Pompejev pravzaprav nam simbolni ravni pokaže. Mi ponovadi rečemo, bi rekel Prešeren, dolgost življenja našega je kratka. Ne, ta slika pripoveduje nekaj drugega. To je simbol življenja, ki je silno labilno. Na njemu je podoba smrti, ki ima potem s to svinčnico pravzaprav nekakšno tehtnico. Na obeh straneh so revni in bogati, ampak ne pomeni niti ne enakost v smrti, ampak pravzaprav pomeni uravnoteženost med rituali, med življenjem in pa med tistim, kar je po smrti, kar je tisto, kar je Božje, kar pravzaprav prinaša človeku, omogoča uravnoteženost v vsakdanjem življenju v naravi. To je celota, se pravi, človek mora biti z ritualom povezan v celoto, kajti sicer bo uničil. Bo uničil vse okoli sebe. Če gremo naprej, v grobu vidimo odprt grob, rimskodobni, bi bil lahko kjerkoli v rimskem imperiju, vidimo celo vrsto pridatkov. Namreč mi moramo povedati, da se je verjelo v vseh starih kulturah, da je duša ostala tam, kjer je pokopano telo. In da se je ta ločitev verjelo, da se prehaja v had ali prehaja v nebesa, veliko kasneje razvila. Se pravi, ta vera je pravzaprav odraža tudi nas vsakdan, odnos do pokopališč in do pokopanih. Mi še vedno prižigamo lučke na grobovih, čeprav so ljudje popolnoma neverni in pravi, ne verjamajo nič in pravi, zakaj pa prižigate lučke? A imate vi odgovor na to?
Pravzaprav je to tisto, kar dedujemo. Dedujemo tudi spomine, ne samo gene, ampak to je skozi tisočletja se zapisuje v nas. No, če pogledamo, kaj je pomenilo naprej, v starem Rimu, kaj pomeni v antiki, pravzaprav ta ritual. Ritual in duša umrlega je moral biti narejen, kajti sicer bi ta duša s tem ritualom se je povezalo v večni krog, zato tisto kolo, se je povezalo domače ognjišče, se je povezalo naše današnje življenje z vsemi tistimi, ki so umrli, ki so se pobožanstvenili, krščansko bi rekli, ki so šli v nebesa. Kajti, če teh ritualov ne bi naredili, bi te duše ostale v medprostoru, bi postale larve in bi škodovale in bi uničile pravzaprav vse, kar imamo. Mislim, prinesle bolezen, bi prinesle zmedo, bi prinesle sovraštvo. Težke besede so to. In religija pomeni latinsko povezujem. Religo, povežem ta svet z drugim svetom, mrtve z živimi. Eno naprej. In tukaj imamo, če pogledate, Hermesa, to je slika na vazi, na grški vazi, ker se razvije potem ta vira, da odide duša v had, kjer pokopavajo mrtvega zaveznika Trojancev, Sarpedona, zraven sta pa Thanatos in Hypnos, smrt in spanje. In zraven božanski sel, to je Hermes, ki prenaša. Jaz, če gremo še naprej, rekla, kaj, zdaj pa tisto temeljno vprašanje, kajti rimsko pravo je pravzaprav temelj naše civilizacije, je temelj našega prava. Namreč vse, kar je bilo zavezano z mrtvimi, se pravi, mrtvi so pravi lastniki zemlje in našega premoženja. Govorim v jeziku starih Rimljanov. Jaz, ki živim, sem samo varuh. In to zemljo in premoženje in dobro varujem za tiste, ki bodo rojeni. Se pravi, s tem smo mi uredili odnose tega sveta. Absolutna zavezanost, absolutna dolžnost, moralna, se pravi, tisto, tukaj imamo ta obredje in ko se zaorje prvo brazdo, da bi ustvarili novo mesto, ustanovili novo mesto, kot je bila zdaj Emona, recimo slavimo 2000 let, zraven so svečeniki, ki pravzaprav pazijo za to, da bodo izročili, namreč kdo so rimski bogovi, so duše umrlih in drugi bogovi, ampak neločljivo povezani, še eno naprej. To so penati, ki držijo duše umrlih, drugi bogovi, v rokah drži rok izobilja, vse dobro, kar je tisto, kar smo naredili, zato da bi varovali, da se ohranja ta večna povezava, ta večna uravnoteženost človeka med tem in onim svetom. Zato so garant naši pokojni. Naprej. Slika tudi pri nas je bil najden, Lari in Penati, ki varujejo hišo in družino, ki pravzaprav so varuhi domov, varuhi meja, meje so svete, kako že piše Aškrc, oj, kam bi del, to je ta kazen Božja. Vsi zakoni so pravzaprav zakoni, so Božji zakoni. Rekla, mi smo to podedovali in smo odrezali tisto, kar garantira, da bi bilo. Rekla, kar garantira, da bi zakon dejansko da bi pravzaprav nekaj veljali. Zato da lahko tolmačimo kakorkoli, ker smo mu odrezali tisto dimenzijo, ki omogoča uravnoteženost. No, in najhujše, kar se lahko zgodi v starem svetu, je, da izbrišajo vaše ime. To je damnacijo memorija, rečemo. Še eno naprej. In sicer, to je tudi v židovstvu, v judovstvu. V judovski kulturi pravijo za tiste, če ste čitali recimo Amosa Oza, fantastično branje, ko se je
najhuje prizadeto, največji zločinci, kaj pravijo ljudje, ki so tako strahotno trpeli v koncentracijskih taboriščih, in Slovenci seveda tudi, kaj pravijo, pozabljeno naj bo njegovo ime. Kajti nekdo, ki so mu nehali na grobovih, niso mu izpolnili vseh ritualov, niso se mu vsako leto poklonili spominu, se je njegov spomin zgubil, njegova duša je izgubljena, zašel je med zle duhove in pravzaprav za vekomaj bo njegov celoten rod uničen. To je najhujše, kar se lahko zgodi. Pozabljeno je bo njegovo ime. In zato dejansko danes govorimo pravzaprav ne o ohranjanju velikih zgodb, spomina, recimo kot so vojaške, recimo tudi zmage, pravimo temu meta zgodbe, velikih junakov, kajti to je samo ena stran. Tukaj se slavi, danes je bilo eno predavanje, smo imeli z Škofijsko gimnazijo, bila povabljena Jože Korinčič, profesor slavistike, rekel, v vojnah ni zmagovalcev, kako neki ne zmagajo. Tisti, ki so pobiti, so tako ali tako žrtve, niso zmagovalci. Tisti, ki so ubijali, tudi niso zmagovalci. Pravi, ko slavimo eno stran, pravzaprav slavimo slabo, slavimo tisto, kar nas razdvaja, kar usaja sovraštvo, kar nam narekuje pozabljati toliko ljudi. Zato danes v celem svetu, recimo Kanada, ki ima sloviti vojaški muzej, govori o žrtvah, govori o ljudeh, ki so trpeli, o vojakih, ki so bili izmučeni in mučeni, ki so tisti, ki so zmagali navsezadnje tudi celo svoje življenje nosili te strahotne rane, nam omogoča ohranjati, kako pravimo, kolektivni spomin. In sicer to je tisto, kjer vse zgodbe se ohranijo in ki omogočajo ljudem, da sočustvujejo za temi ljudmi, ki so šli tako skozi tako grozne čase. Kako bi lahko mi vedeli, kako je bilo, kako bi se odločili, kam bi šli, levo ali desno, bi streljal ali ne bi streljal, kako bi vedeli. Mi skušamo tukaj zabeležiti, da bi se pravzaprav ljudje do te mere nad preteklostjo zamislili, da bi pravzaprav se soočili s tem, kar je slabega, kar je zločinov in da bi se ti zločini ne ponovili več. To mora biti cilj. To mora biti cilj. Ne maščevanje, ne netenje zla, odpustiti. In kdo bo odpustil temu svetu, če ne mi, kristjani? Naprej. Tukaj z Damjan se bo takoj spomnil, spomladi me je Socialna akademija poslala skupaj skupino v Nemčijo na francosko mejo in smo obiskali bojišče Prve svetovne vojne, Hartmannswillerkopf. To bojišče, ker 25,000 vojakov padlo, je obeleženo na dva načina. In bom takoj razložila, v čem zadnje je seveda kompletna frontna linija, gora smrti, pravijo, ima dve ime, Vieil Armand, to je tisto, kar je francosko, se pravi francoska-nemška meja, ki je bila enkrat francoska, enkrat nemška, enkrat so bili tam, enkrat tam. Skrajno težko. Če gremo naprej, pokopališče, zgrajeno v 30 letih, velika memorialna kapela, pravzaprav, ampak bo rekla res ta veliki spomenik, zgradba, ki pa, če še eno naprej pogledamo noter, v notranjost. Vse bi človek rekel, prav je, da se poklonimo na tak način. Ampak, če v tej kapeli, ko smo prišli, na eni strani je bil napis v francoščini, na eni strani v nemščini, na drugi strani je bil v hebrejščini, kajti Judov se je cela množica borila na nemški strani in do konca niso verjeli, da jih bodo kdajkoli se jim kaj zgodilo, so vendar zabojevali za svojo domovino. Prvo, kar se je zgodilo, ko je prišel nacizem, ko so zasedli Nemci te kraje, so pravzaprav izginili hebrejski
napisi, spomin na Jude, zbrisano je bilo njihovo ime. Ne? Drugo, seveda vse, kar je bilo francoskega, in tretje, bi rekla, pravzaprav, ko se je rodilo, iz sovraštva se lahko rodi samo sovraštvo. Pravi, vse, kar je, teh velikih, monumentalnih stavb, se skrivajo, so pravzaprav podobe moči in so spomenik moči. In so spomenik na nek način, pa ne kličem proti zahodni civilizaciji, ker naša civilizacija je grajena tako, ampak kličem k tistemu, da mora biti ohranjen spomin na vse. Zato so Francozi, ko govorimo, Slovenci, ne da se napisati, bomo vsak teden napisali novo zgodovino. Še eno naprej, rekla, napisali v 60 letih, to bi mi morali vedeti, ko se nam očita, ne? Na novo zgodovino. Ko je de Gaulle nehal vladati, so se sprašali, kakšen je bil naš odnos do Judov, kakšen je bil odnos do žalžircev, do Vietnama, če hočete, kakšne grozote smo storili. In so začeli pisati drugače. In so začeli pisati zgodovino in preteklost tako, da pravzaprav slavijo posamezne prostore spomina. Lieu de mémoire, ne? Ne mislim zdaj reči, da morajo ostati. To je treba, absolutno mora vsak dobiti svoj pokop, mora biti raziskan, zato ostajajo mednarodne fundacije. To so prostori, kjer se jih označi, kjer se pride človek pokloniti, kjer sočustvuje, kjer se srečuje. Namreč to so nam v Nemčiji takrat rekli, ko smo šli skupino skozi, tudi še eno naprej, skozi koncentracijsko taborišče. Ne? So rekli, pravzaprav je strašno lahko reči, Hitler je bil zločinc, on je zločinc, ta je bil zločinc, ta je bil kriminalc. Ne, dejansko s tem se ločimo in rečemo, mi smo pa fajn, ne? To ne rečemo, ampak pravzaprav v vseh nas se skrivajo najhujši zločinci, ki jih lahko taka, kot je vojna vihra, spravi na dan, ali pa tudi ni treba vojne vihre. Se pravi, namen vseh teh oznak je, da v sebi prepoznamo in se vsakokrat znova distanciramo. Ne bom, ne bom, ne bom. Jaz sem tisti. Ne? Jaz sem tisti, ki lahko temu svetu stori najhuje. Ja? Pardon, samo še nazaj. In sicer, bom tukaj, da se upravičujem, ne? In sicer ne bomo skozi velike monumente in muzeje, ne? Ampak bomo se poklonili na mestu, ga označili, kjer se bomo ponižno srečevali samo, ne? Walter Benz, Auschwitz, ne? Se začne v Osthofnu. No, še eno, in s tem, ja, kot kristijani, ne, kaj, mislim, kaj Giotova slika, pretresljiva, prekrasna, za vseh sem umrl, ne bi bilo treba njemu umreti za vseh nas, če bi bili samo ta slabi, zares slabi, vsi smo slabi. In se to je najhuje, kar lahko storimo, pravzaprav netiti sovraštvo, pozivati k maščevanju. Še eno. Ja. Tako je s našo preteklostjo. Nas povezuje, nas veže, kajti prihodnosti ne more dokazati nobena znanost. Prihodnost je stvar naše odločitve v nas samih, za dobro ali za zlo. To, da imajo ljudje svoj dostojen pokop, je stvar naše dolžnosti, naše vesti. Vsi moramo o temu pričevati. Hvala. Hvala, Marina. Te prosim dr. Damjana Hančiča, da nadaljuje. Zdaj bom jaz v referatu šel nekoliko bolj na konkretni primer in sicer na ta grobišča, ki jih je v naši občini oziroma na tem območju zelo veliko, se pravi teh povojnih grobišč. In sicer bom glavno nekako povzel vsa
ta do zdaj zbrano literaturo oziroma kar so pisali o tem in kar je do zdaj znanega glede tega. In sicer nekako v 90-ih letih so do 20 let so nekako odkrili in označili v naši občini 7 lokacij povojnih množičnih grobišč in sicer 3 na območju današnje občine Komenda, 4 pa nekako v občini Kamnik. Zdaj, glede na kategorizacijo teh grobišč, je ta vladna komisija za raziskavo teh množičnih povojnih pobojev se ukvarjala tudi s tem območjem in je nekako na osnovi pač tega prišla do tega, da vseh 7 grobišč po obliki spada med jame. Glede na status žrtve gre v 6 primerih za večini primerov gre za vojaško-civilne žrtve. Glede na narodnost gre za Črnogorce, Hrvate in Srbe in za narodnostno mešana grobišča. Pri 6 lokacijah gre za natančno določljiva grobišča, ki pa so seveda potrebna še natančnejših preiskav. Potem ocena števila pobitih naj bi bila nekako 3000 oseb, vendar so te podatki niso čisto zanesljivi, to bi se dalo ugotoviti za samo ekshumacijo teh trupel. Če nekako naredim primerjavo, recimo, da se domneva, da je tam 3000 oseb na tem območju, kar pomeni, da je bilo recimo v teh 14 dneh, ki predstavlja pač nekako od 20. maja do 10. junija, da je bilo pobitih 3000 oseb. Za primerjavo je bilo pa vseh žrtev na tem območju v času 4 let druge svetovne vojne okoli 1160, do tega recimo 500 civilistov, in je ta primerjava zelo velika. To se pravi, kakšen velik zločin se je zgodil na tem območju. Zdaj, če gremo na grobišča v sami Kamniški Bistrici, jih je nekako več. Možno je, da so še kakšna druga, kot so tukaj napisana, še dodatna, ker tisti, ki ste večji poznavalci, mislim, da se tudi poznate tudi še več teh krajev, kjer je možno, da so kakšni ostanki teh povojnih nasilno ubitih. Tako da bi mogoče zdaj prešel na to, kar so o tem pisali, sprav o tem dogajanju v Kamniški Bistrici, ki je nekako težišče današnjega posveta, je prav dogajanje v Kamniški Bistrici. Bi predstavil recimo 2 pričevanji oziroma 2 vira, sicer v spominih nekaterih domačinov so se, tudi nekateri ste tukaj med nami, zelo obstaja več teh spominov tudi bodi si po pripovedovanju, bodi si, da si sami neposredno spominjate teh dogodkov, vendar se mi zdi nekako zelo pomembno pričevanje enega partizana oziroma vojaka Jugoslovanske armade, ki je takrat po vojni deloval, v prvih tednih po vojni deloval na Kamniškem. Potem drugi vir je pa črnogorski, kjer so pred nekaj leti izdali eno knjigo, oziroma kjer so zbrane tudi nekatera pričevanja, pa tudi nekatere konkretne številke o teh črnogorcih,
ki nekako ne bi predstavljali večino teh, ki so bili v Kamniški Bistrici pobiti. In sicer, partizani, to povzemam po zgodovinarju oziroma raziskovalcu Ivu Žajdeli, ki je že o tem pisal v časopisu oziroma časniku Novo jutro marca 1991. Mu je eden od teh borcev povedal, da so v Kamniški Bistrici sredi maja 1945 partizani oziroma vojaki Jugoslavijske vojske Titove pobili dva tovornjaka ranjencev hrvaškega porekla, nekaj dni zatem pa na kopiščih še okrog 700 četnikov. In sicer je to izvajala 15. brigada, ki je delovala v sklopu 15. divizije Narodno-osvobodilne vojske Jugoslavije, in sicer ki je sproti 9. maja so ukorakali v Ljubljano, že naslednji dan pa so krenili proti Kamniku. In sicer eden od neposrednih prič je povedal, da 10. maja smo prišli v Kamnik, utaborili so se ob reki Bistrici, nekako naj bi bila tam avtobusni postaji današnji v Kamniku, in pa ker šotorov, sprav ti jugoslovanski vojaki niso imeli, so si zasilna taborišča naredili iz odej. Potem pa je prišel en komandant in jih je zbral 10 in šli so na Kamniški glavni trg, kjer sta se nahajala že dva tovornjaka ustašov, samih ranjencev, nekateri so bili nepokretni. In en tovornjak so spraznili, tako da so potem te ranjence in ustaše stlačili samo na en tovornjak, na drug tovornjak je šla pa pač ta 10, ki jih je potem ubila, oziroma postrelila, in potem se on spominja, peljali smo se proti Kamniški Bistrici, vendar nismo prišli do kopišč. Ustavili smo se nekoliko prej, opisuje, da gre za en gozdnat predel na hribu na cesto, okoli 200 metrov pred spodnjo postajo Nihalke na Veliko planino. Ujetnike so gnali v precej strm hrib, okoli 100 metrov skozi gozd, ceste ni bilo, in na neko majhno planino, na kateri je bila mala plitva kotanja, in ujetniki so se morali vleči vanjo, na kar so jih pač postrelili. Zatem so oficirji preživelim s pištolami dali še milostne strele v glavo, in ko so prišli, potem še opisuje, da so še en tak zelo močen primer, kako sta se morala dva ranjenca vleči na svojega, kako sta morala vleči svojega kolega, ki je bil nepokreten, in ker ni mogel hoditi, so ga morali že kar tam na mestu ustreliti. Potem se spomni še enega dogodka, ko so peljali te ujetnike v Kamniško Bistrico, da je nasproti pripeljal en kmet voz lesa, in zato so morali pač ta tovornjak ugasniti, in ker tovornjak potem ni hotel več užgati, pač je nastal malo nered in nekateri ustaši so se poskušali rešiti, in potem je pač prišlo do
streljanja in so potem še celo ubili enega stražarja oziroma enega partizana oziroma jugoslavskega vojaka. Potem opisuje tudi to, da so čez nekaj dni pa zajeli kolono četnikov, ki so prihajali iz smeri Gornjega grada in to so jih zajeli nekako pri Smodnišnici. Tam pri Smodnišnici ter do Bistrici čez cesto so naredili zasedo in potem so se ti Črnogorci, niso bili samo vojaki, ampak so bili tudi ženske in otroci, tudi civilisti in potem so se nekako predali in potem ta piše, da so jih čez dan ali dva polovico odgnali kar peš proti Kamniški Bistrici na kopišča, tam so bile že skopane jame, bili so zvezani dva pa po dva skupaj, potem pa ta partizan se spominja, da je imel nalogo, da straži cesto kakšnih 200 metrov pred tem moriščem in so mu zabičali, da ne sme pustiti nobenega civilista, nobenega prebivalca v smeri, po cesti v smeri proti tem likvidacijam. Potem je pa rekel, da je slišal streljanje z mitraljezom, streljal je menda neki poročnik, kasneje so tisti, ki so bili blizu, povedali, da je eden od ujetnikov prosil, da druže poročniče, molim te, samo pucaj v glavo, zato ker je veliko pač v jamo padalo še na pol živih, in je on hotel, da ne bi trpel. Potem so pa tudi nekateri svojci teh zajetih Črnogorcev, ki so potem po spletu srečnih okoliščin preživeli, so pa potem, recimo med njimi so tudi bratje Nikljanovič iz Črne gore, ki so potem ki so nekako financirali tudi to knjigo in se bodo še potem moji nasledniki povedali več o njih. In sicer to dogajanje, ves ta beg Črnogorcev, imenujejo Črnogorci veliki zbjeg, to je veliki beg, ker je novembra 1944 se je namreč skoraj 20 000 pripadnikov kraljeve vojske v domovini z območja Črne gore ter 80 duhovnikov črnogorsko-primorske metropolije, to se pravi pravoslavne, pa potem številni intelektualci, znanstveni delavci in na stotine žensk, otrok in starcev so se v begu pred partizansko vojsko začeli umikati prek Bosne, Hrvaške in so potem prišli v Slovenijo, ker so se hoteli umakniti proti Avstriji. Vendar velika večina teh po večmesečnem begu Avstrija nikoli ni dosegla. Po navedbah Dušana Nikljanoviča naj bi bilo na Kamniškem, zlasti v Kamniški Bistrici, pobitih okoli 1800 Črnogorcev, od tega naj bi poleg pripadnikov jugoslovanske kraljeve vojske oziroma po domače črnogorskih četnikov bilo tam pobitih tudi 80 pravoslavnih duhovnikov in 200 intelektualcev ter več otrok in žena. Črnogorce so na območju Kamnika pobijale črnogorske partizanske enote, tako so oni nekako ugotovili, oziroma da jih je pobijala tretja črnogorska proletarska divizija pod poveljstvom Save Buriča. Poboji pa naj bi trajali od 14. do 22. maja. Med prvimi, ki je bil ubit v Kamniški Bistrici, je bil tudi dr. Luka Vukmanovič, eden vodilnih črnogorskih pravoslavnih teologov,
bil je znanstvenik in filozof, in sicer pa velik nasprotnik komunizma, čeprav je bil njegov brat Svetozar Bogdanović Tempo, eden vodilnih jugoslovanskih komunistov in najbližjih Titovih sodelavcev. Tako da je v bistvu bil tudi v Črni Gori so bili primeri, da v eni družini niso bili med vojno istega političnega ali ideološkega prepričanja. Tako da mislim, ti podatki o mrtvih se bodo seveda še, oziroma o pobitih v Kamniški Bistrici se bodo tekom let še dopolnjevali. Zdaj, gotovo bo predvsem bi bilo dobro oziroma koristno, da bi vse te, pa saj veliko večino teh grobišč, da bi mogoče jih skopali in nekako položili v skupno okostnico, vendar je to tudi velik finančni zalogaj, zato mislim, da je kar prav, da se recimo kot prva faza postavi neko spominsko versko obeležje, kot naprimer ena kapelica, in potem, da se zmeraj teži k tem, da bi pač te žrtve, ki so tam pokopane, pač, ki so jih nekako zagrebili, da bi bile tudi identificirane in da bi jih potem nekoč tudi dokončno dostojno pokopali, kot se to spodobi v civiliziranem svetu. Hvala lepa, Damjan. Zdaj prosim magistra Igorja Podobrežnika, da predstavi Demosov projekt Pravica do groba. Ja, zelo na kratko bom to razložil, zaradi tega, ker so stvari v teku in morda določene informacije bodo danes take nekoliko drugačne. Namreč tisto, kar je najbolj bistveno pri vsej stvari je v tem, da tole, kar je tukaj narisano, je narisano zaradi tega, ker je Demos, ki je takrat imel pač večino v organih skupščine občine Kamnik, uspel torej ustrezno označiti in pa tudi začasno pravno urediti ta grobišča tukaj, no pa seveda še druge, danes govorimo o teh. V resnici v nobenih uradnih dokumentih Republike Slovenije teh grobišč ni. Nikjer jih ni. In zaradi tega, ker teh grobišč ni, tudi ni pravne osnove za to, da bi lahko tam gor karkoli naredili, kar si zdaj naše društvo prizadeva. To je, in moram povedati, da pravzaprav skoraj na privatno inicijativo enega od bivših vodilnih članov Slovenske ljudske stranke, gospoda Cererja Stankota, bo v ponedeljek z njegovim stroškom njegovega podjetja bodo izvedena geodetske risbe teh grobišč. Ker brez teh risb pravzaprav sploh ni mogoče projektirati. Ampak najbolj grozno vse stvari je v tem, da o tem vemo že 25 let, da si ti potomci Črnogorcev že 10 let prizadevajo, da bi se tam gor nekaj naredilo v zvezi s tem, da jim razni ljudje mrcike obljubljajo in pa jih na nek način tudi izkoriščajo, da se kar naprej sončajo dol po Budvi in ne vem, kje še vse, ampak dejansko problem ostaja na tem, da grobišč ni. Pa vsi veste, da so. Jaz sem zadnjič bil gor z direktorjem komunalnega podjetja Kamnik, ki bodo sodelovali še pri dodatnih sondiranjih. Namreč grobišča številka 1 in 2, to so tiste grobišča, ki jih je prej dr. Hančič omenjal kot grobišča, kjer ne bi tisti ranjenci bili pač pobiti, ne.
torej, še niso sondirana, še niso potrjena kot taka, ampak za vse resne stvari v nadaljevanju je to. Hkrati smo zvedeli, z grozo zvedeli tudi to, da kljub temu, da je dr. Ferenc so sondirali grobišča 4, 5, 6, 7 in pa 3 so sondirana, kar pomeni, da so potrjena, torej tam so torej ljudje bili pokopani, ampak Ministrstvo za kulturo ni, kljub temu, da so vsi dokumenti narejeni, niso dovolili torej tega upisati v register torej memorialne dediščine. To, da boste razumeli, kje smo. Gospa dr. Perkova je napisala v svojem eseju Pravica do groba, ki je nam idejno izhodišče za ta projekt. Jaz bi predlagal, da te knjige še nima, ta esej je objavljen v knjigi Čas po časi briše, danes se lahko kupite, se splača. Ta noter je dejansko to, kar je ona danes razlagala, še bolj razloženo, zakaj je to treba narediti in zakaj smo mi to dolžni narediti. Mi smo pravzaprav odgovorni, da to naredimo. In dejansko v društvu smo se odločili, da bomo to naredili. Danes se je s profesorjem Juhantom, ki tudi sodeluje pri tem, pogovarjala. In najbolj grozno vse stvari v tem, da zato, ker so tam počeli pred 69 leti, niso imeli pravne osnove. Zdaj pa od nas hoče imeti pravno osnovo, da postavimo eno kapelco in to kapelco želimo postaviti v ekumenskem duhu, za vse, da se to za enkrat vse reši, da ne bomo zdaj reševali črnogorski primer, drugič bomo reševali hrvaški primer, potem bomo iz Vojvodine primer reševali evangeličanov in tako naprej, ampak da se to reši. Mi smo rekli, da se tam naredi trge številka 4 pa 5, da se naredi osrednjo prizorišče, tako kot je tudi že v Robu narejeno, da je tam potem možno upravljati verske obrede v teh verah, ki so predvidoma ljudje tam pokopani, da je to prostor spomina in opomina. Obstajajo celo ljudje, ki govorijo, da to pa ne sme biti opomina, ampak danes je bilo jasno povedano. Tukaj so pokopani ljudje, tukaj niso pokopani Hrvati, Črnogorci, kdorkoli, pokopani so ljudje. In mi smo odločeni, da gremo v to smer, da se ti grobovi potem označijo, ne samo v naravi, ampak tudi sicer pravno, da je potem tudi zadeva vzdrževana, za vse mislim. In pa, da se ti grobovi med seboj povežejo, da dobimo spet pot spomina in opomina, se pravi, da naredimo park, memorialni center. To, kar sem jaz prej v uvodu rekel, kaj se dogaja na Kraljevem hribu, kaj se dogaja tudi tam gor, ko pravijo pred Tomazom. Tam gor je še eno grobišče, ki ga je treba še raziskati. In zadnjič so državni uradniki naleteli na zelo grob sprejem ljudi, ki tam gor delajo. Kaj hočem povedati? Po 69 letih se obujajo neki totalitarni spomini, neke slike obešajo, ne vem kaj še vse, o nekih lovih v Kamniški Bistrici, kako se je gamse iz mitraljeze streljali tam gor, Navezane, ja. Gospod Čorčesko, ja. Ko je pa treba to narediti, ker so ljudje tam, se pa to dogaja. In zaradi tega smo se mi odločili, da to spregovorimo. Tukaj med nami je tudi človek, ki ga vedno omenjam, gospod Stele Tone, ki mu je ostal spomin. Spomin dečka, ki bi toliko star kot Tone Stele takrat. In on si je zavezal, da mora nekaj narediti. In on je tisti, ki je pokrenil to akcijo. In prva faza pravice do groba je bila speljana. Prva faza je bila ta, da smo uspeli pridobiti podporo vladne komisije za reševanje teh vprašanj.
2 sklepa so sprejeli, oba sklepa nas apelirata na to, da se to zgodi v Kamniški Bistrici, da se to naredi v Kamniški Bistrici, ampak da se to naredi do 2. leta, ko bo 70 let. Ko bodo še nekateri ljudje, ki se to spomnijo, živi. Da to ne bo samo v knjigah. Ta del projekta je vodil tudi gospod Stele, potem je tudi občina pristopila zraven in ustanovila je celo komisijo, da se ta problem treba reši in se rešuje, zdaj je ravno v tem tednu 3. seja. Moram pa reči, temeljni problem je v tem, da ni pravnih osnov. Investicijo formalno vodi društvo Demos na Kamniškem. Ko bo zadeva tako daleč, da bo možno zasaditi prve lopate, bodo seveda pri teh investicijah sodelovali tudi naši prijatelji iz Črne Gore in pa še drugi donatorji, to se pravi, to ne bo delala občina, to bomo naredili, se pravi, civilno, ker mi smo civilna družba, vendar nam občina pri tem sodeluje, to se mi zdi pomembno. Se pravi, tukaj zdaj ne gre za to, da je tukaj nekaj entuzijastov, nekaj zanesencev, ampak tukaj v zadnji so zdaj inštitucije. Jaz upam, da bomo uspeli pregovoriti tudi Kamničanko, ki je zdaj postala ministrica za kulturo, da bo zmogla toliko državljanskega poguma in da bo še na drugem ministrstvu nekaj naredila. Vse ste jo volili, ne? Tako je to. In ta problem jaz vidim, da so vedno, ko so volitve, vedno, ko določeni ljudje rabijo od civilne družbe neko podporo, zato da lahko naprej nadaljujejo svoje rabote, takrat se vsem pogovarjam in obljubljam. Poglejte, v 25 letih se je zgodila, hvala Bogu, vsaj to, da je Kamniška občina ena redkih občin, da je vsaj nekaj naredila od tistega groznega zemljevida, ki sem vam ga na začetku za nalašč pokazal. 600, po podatkih na geopediji, 630 koliko je teh grobišč v Sloveniji. In če nam uspe tukaj v Kamniku, jaz mislim, da smo veliko uspeli. Ampak jaz bi prosil eno stvar. Tukaj med vami ste ljudje, ki ali veste, ali poznate ljudi. In jaz bi apeliral na vas, pomagajte tem našim fantom in puncam, ki se zdaj trudijo te stvari zbrati, ker zdaj je še čas, da se ljudje spomnijo. Sodelujte, lepo vas prosim, danes se dajte tukaj Staletomu, Mateju, Uspehu Mariji, Lahomeni, komorkoli. Morda bomo pa še kakšno humorišče najdemo. Ampak predvsem je važno, da najdemo, tukaj ne gre za to, da bi obsojali, tukaj gre za to, da to popišemo, ker to se je 70 let zavestno prikrivalo. V zadnjem času umirajo ljudje, ki so, na primer, skrbeli za to, da so se sveče brcale po Kamniški Bistrici. Tak ljudi odhajajo, morda so s težavo umrli. In je tudi njim treba pomagati. Veste, danes je gospa jasno povedala, oboji so žrtve. Tisti, ki so v jamah, pa tisti, ki so te jame naredili. To je ta vietnamski sindrom. Tako da jaz predlagam, da vam ne bi še več razlagal, kaj mi želimo narediti en tak objekt, skromen, ampak da se bo tam vedel, da se to ne bo skrival, da ne bomo več imeli tiste spominske maše, ki jih gospod Vinžnor vsako leto v Kamniški Bistrici organizira, gospa profesorca pa ponavadi še pove svoje misli. Tam zraven imajo pa noč čarovnic v istem času in motijo mašo. Tako deleč smo prišli. In to je problem naše slovenske družbe, to je problem tega, kar je danes profesor, kar si ti govorila tukaj. Gre preprosto za to, da je, in to je tudi namen socialne akademije, da se to izpostavi, mislim socialnega tedna. Mi želimo to izpostaviti. Naša družba drvi v prepad, ker ne rešuje temeljnih civilizacijskih problemov. S tem bi končal.
Hvala, Ivan. Zdaj pa prosim profesorja Mateja Steleta, da predstavi, kako teče zapisovanje pričevanj oziroma kako bo to organizirano. Prosim, Matej. Dober večer tudi v mojem imenu. Torej, predstavil bom, kako so že omenili, ta projekt zbiranja pričevanj. Torej, glavni namen zbiranja pričevanj je ohranjanje spomina. Spomina na dogodke, ki so pomembno, lahko bi rekli celo usodno zaznamovali čas po vojni. Zakaj pa je treba zbirati? Zato, ker če ne poznamo svoje zgodovine, smo že na poti, da jo ponavljamo. Obenem pa je tukaj še ena priložnost, mogoče rečemo res tako zadnja, da starejša generacija preda neko izkušnjo mlajši v opomin in spomin. In sicer v prvi vrsti nas zanima najprej, kaj se je dogajalo, in pa potem tudi, da razmišljamo o vzrokih in posledicah, ki so zaradi tega, ker te tematike nismo uspeli rešiti, da še vedno vplivajo na naše družbo. Torej, pri zbiranju pričevanj najprej vprašanje, kakšne zgodbe. Se pravi, zgodbe so precej drugačne od tistih, ki smo jih zbirali prej pri mobilizirancih. Sicer zato, ker gre tukaj najprej za krajši časovni okvir, se pravi, tukaj so se dogajali nekaj tednov, v času takoj po vojni, in pa tudi predvsem drugačna vsebina. Prič je bilo že takrat, zdaj že v začetku malo, zato ker so se pobori vršili v tajnosti. Največ pričevancev teh prič pa je videlo recimo procesije ljudi, moških, žensk, otrok, ki so jih peljali recimo iz Kamnika v Kamniško Bistrico. Bili so to zelo raznolika skupina, pravijo pa, da so bili med njimi veliko ljudi v lepih oblekah, se pravi intelektualci, izobraženi, premožni ljudje, potem pa jih ni nihče več videl. Potem nekateri so videli pač ta še ne zasuta grobišča. Eden od pričevalcev je recimo povedal, da je ob Bistrici videl dva vojaka, kako sta se pogovarjala in sta se pogovarjala o tem, da ima eden od teh mrtvih še dobre škornje. In recimo, da je ta situacija, kako lahko en človek tako neprizadet, da ga je močno pretresla, že takrat kot otroka. Potem pa tretja stvar so pa ljudje, ki so bili udeleženi pri samem dogajanju, večinoma prisilno. Ti ljudje so, po pripovedovanju so namreč ti ljudje, ki so jih, ko so peljali v Bistrico, so jih razdelili v več skupin. In vsaka od skupin je imela nalogo najprej, da je zakopala prejšnjo in pa da so skopali grobove sebi. Potem za zadnjo skupino so pa nabrali nekaj domačinov, in so te domačine pač prisilili, da so morali zakopati to zadnjo skupino. Potem pa so jim zagrozili, da če bodo komorkoli, karkoli povedali tudi svoje ženi, da bodo oni že na nek način izvedeli in da bodo izginili kar čez noč. Torej, se pravi, težave, ki jih imamo pri tem zbiranju pričevanj, je predvsem, da je to občutljiva tematika, se pravi, da je še vedno prisoten nek strah, neka previdnost. Tukaj pa naj še enkrat poudarim, da je to v bistvu ena zadnjih priložnosti, da se še kaj na to temo pove. V tem pričevancev je bilo seveda že v osnovi malo, pa še vedno, pač zaradi časovne razdalje je še vedno manj. Potem tukaj moramo vedeti, da je bilo precej govoric, da je pa potreba tudi z vidika zgodovine tudi poskušati najti čim bolj zanesljive vire. In pa, da je malo dokumentov, čeprav zdaj na zadnjem obdobju je bilo na tem področju narejeno kar nekaj. Torej, pri zbiranju pričevanj moramo najprej pogledati tudi spominsko literaturo, se pravi, kar je na to temo bilo že zapisano, se pravi, tiste pričevanja, ki so jih ljudje v prejšnjem obdobju, predvsem v tujini, že izdali, in pa potem pričevanja, ki so povezani s tem, najprej z ljudmi, ki so bili priče samega dogajanja, tukaj so bili predvsem takrat zdaj večinoma bi rekli mladi odrasli in pa otroci, in pa tisti, ki so kaj videli, in pa tisti ljudje, ki so prisiljeni sodelovati pri samih dogodkih. Torej, zdaj pa na tem mestu bi pa še enkrat pozval vas,
če poznate koga, ki bi nekaj vedel, ali pa morda sami kaj veste o tej temi, da bi še kaj povedali, pa da bi se o tem tudi pogovorili. Tukaj smo rekli, da bomo tudi upoštevali vaše želje, se pravi, da vam omogočimo potem, ko bo to zapisano v pogled in da se tudi o tem predebatira in pa tudi, da vam omogočimo, če bi bil kdo pripravljen, kaj več povedati kot anonimno, da mu tudi lahko omogočimo to. Se pravi, v ospredju je tukaj želja po razčiščanju preteklosti. Se pravi, da se neko poglavje zgodovine, da poskusimo zaokrožiti in ga čim bolj se pravi, osvetliti in pa da izpolnimo pravico mrtvih do dostojnega pokopa in pa spomina. Najlepša hvala. Zdaj se pa na vrsti vi, da kaj vprašate, da kaj dopolnite, da kaj rečete, ampak prosim vas pa tole, da govorite kratko, da strnete svoje besede, da ne bi se predolgo tule poslušali. Se pravi, da poveste tisto bistveno, kar želite povedati. Potem pa seveda pa še možnost pogovora tam zunaj, pripravili smo vam, bi zdaj rekla, skromno, malce, kakorkoli se že reče, da bi se lahko še nadalje pogovarjali o tej tematiki, ki je v Kamniku zelo aktualna. No, prosim, kdo bi želel kaj reči? Ko so pa ta grobišča oddaljena, tako je bilo recimo 900 metrov, prva dva, ena, pa dva, pa tam 3-4, koliko je to razlika? No, jaz zdaj vam bi rekla tole je, med nami je še nekdo, to je gospod Obolnar, ki je takrat, takoj po osamosvojitvi, pravzaprav sam postavljal križe na teh grobovih. Gospod Obolnar, koliko je to daleč, koliko je to razmaknilo? Koliko daleč so ta grobišča med seboj, koliko so razmaknilo? Ja, recimo prvi. Ja, tu so, kaj bi rekel, to je par 100 metrov, ne? Ne vem, kako bi rekel, govorim pa, da popišeh skupaj, ne? Poluni dol je svojih 300-400 metrov pod cesto, ne? Tam za ceste je spet tam ni dobrih od teh 100 metrov, ne, še ne. Drugi pred, ki so pa tabeli gor pokopali, tisti je pa že tukaj pa že pa kakšen kilometer pred, ne. No, zdaj smo unga odkrili gor v Bištec, ne, ki je pa že spet 3 kilometre stran, ne. V Podgorju je pa seveda, to je pa spet ta stran, ki je pa v Finski dolini, ne. Tam se jih naložiš kot tam derva klaptre, nekaj so. Sam tam bi še mogel pogledati, da tisto grobišče, ki je tlak, še nismo točno znani, kje je. Smo vam dali dogovorjen zemljo, če bo mogel pokazati, če ti veš tega, ne. Gospa Pelko, kako ste pa vedeli, kje so ta grobišča takrat? Ti so potem povedali zemljevid? Jaz sem poznal enega Rjavška, ki nam delal v fabriki, ki je on tu vedel. Smo se z njim pogovorili in takrat je gospod Stele, pa če se tu dali nekje zvedeti, sem jaz ne bo dogovoril, se je on tu pokazal, ker je on dol v Kamniški Bistrici ena parcelo, ki je hodil, ki so žival pasali gor, in so tega Rjavška Ivana, ki je gor na Vegradu, je on pasal tam živalnica, ki se jih pregnali gor, so od njega dal na pot in je mogel oče priti po tiste žival, pa je dan imel, Hvala. Ja. Si še kdo?
lepo. Gospod Tone Stele. Res sem eden izmed zdaj redkih, ki nekaj ve, sploh o tem. Namreč sem toliko starejš, da se še spomnim gotove stvari, kljub temu, da sem takrat star 6 let, ko se je to dogajalo. Namreč to ti ostane za cel življenje v spominu, če ti vidiš nekatere, ki te pelejo nekam in veš, da bojo postrvljeni, da bojo pobiti. Te gomile so bile skozi dosti jasno vidne. Od začetka pa še do danes, če greste pogledati na kopišče, te gomile se vidijo, da so. Namreč to se je skopal, ne prav globok, in potem so se tam te žrtve zmetale in gor se je potem nametala zemlja. To je bilo seveda bolj na hiter narejen. 2 leta kasneje so pravili, da je to začelo vse vred in so mogli takrat ljudi dobiti iz Kamnika, ne vem koliko, eno brigado, da so živoabno pometali po vseh tam gor in potem še glas zemlje. No, tako da je ta gomila se še dodatno prebila. So pa te gomile dejansko najbolj bile očitne na kopiščah, kjer je bila včasih drevesnica meščanske korporacije. No in tam je tudi edini križ, ki je občina 94 leta postavila v Kamniški Bistrici. Ta križ nekje označuje zdaj tistih 9 gomil, ki so tam na tem področju. 4 so tukaj, kot smo rekli, na kopiščih, 2 na desni strani, 2 na levi strani, ena nižji, okrog 100 metrov, pod cesto. Tam je bil včasih tudi en travnik, pašnik, in tam so, seveda je bil primeren potem tudi za izkop in za pokop. In zanimiv je, par let po tistem so to umetno sadili, tako da, če zdaj pridemo na tisto področje, vidimo lepe smrekce, ampak samo na tem predelu, tako da je že to en spomin, pa opomin, izrazito, kako je to, če se nekaj hoče prekriti. Zanimiv je pa tudi to, jaz poznam to že skozi s Franconom, 25 let, hodva pa malo. Vredujeva pa vsaj kakšen križ še zberi gor dajemo, da je pred letom 2 se pojavil na enem grobišču pod cesto velik križ, približno 3 metre velik, zbrun narejen, in smo gledali, kdo naj bi to naredil, do zdaj nismo zvedeli, kdo je ta križ postavil tam. Poleg tega križa je tudi ena klopca, kjer se lahko sedi, in gomila ograjena iz lesenim brunom. To so zelo verjetno naredili Črnogorci, ampak kot smo mi spraševali Črnogorce, ki so bili letos tudi tukaj in smo jih gostili in tudi ta projekt nekako z njimi vodimo, niso vedeli o tem nič. Tudi vladna služba, ko smo jo dr. Težmana, ki smo podali na licu mesta, ni vedel o tem nič in ne dr. Ferenc. Ne vemo, kdo je to. Je pa tukaj, mi smo spraševali zelo veliko, ker vemo, tukaj govorimo o Črnogorcih, sam spomini, ki pa prihajajo, tisto, kar očevidci so slišali, je bilo pa verjetno več kot Črnogorcev, pa ustašov oziroma Hrvatov in potem tudi srpskih pravoslavcev. In skušamo dobiti stik s temi ljudmi, ampak zaenkrat še neuspešno. Tako da je zelo lahko verjetno, da se tudi še kakšne skupine, ki so še anonimne, ki se še skrivajo, ampak neki pa na tem delajo. Tako da te
spomin hočemo recimo izpostaviti in če bomo mi eno kapelo naredili, če bomo se izpostavili in če bomo mislili, da bodo tudi ljudje začeli govoriti, da bodo začeli ljudje se kazati in da bodo mogoče tudi še kaj povedati. Hvala lepa. Da ste zamudili par let. Eden je meni pravil, da se mu je eden, torej povedal, drugi, mislim, da se mu je čist izpovedal, zelo jaz ga poznam tega, zelo urejen človek, ta je edin, ki je bil nekako normalno deloval tako, recimo, in se je nekomu taj pa tudi zelo rekel tak razgledan, inteligenten, tak moj prav, sam ne vem koliko, v glavnem, on je poudarek dajal, prav veš kaj, če bi bil ti 17 let je bil star. Torej, njega so tako preparirali, so mu možgane upravili, to so zločince, to so izdajalce, to je to, ne. In on je bil prav tist, ki je streljal. Edin to zdaj ne vem, a je to tudi tle, a je mora biti kaj druge. Je pa tle bliz, ne. Pa še eden tist je bil toliko zakrknen, šel jaz včasih na avtobus, pa sem meni pozdravil, prav, meni pa ne, sam gor pa dol je hodil skozi. Ta verjetno ne bi povedal, ta pa bi, ta te drug. Pa ste zamudili, pa ne velik, neki let. Pa sploh ni bil tako nemoge, bil tako zelo tako vitalen, tako fajn. Ja. Ta pa moj pa vse povedal, ta pa je, ta pa lahko. Sam zdaj ne vem, recimo, lahko da je, ker ta je tudi zvedal, lahko da je vprašal, to ne vem. V glavnem meni je psihološko vzadje povedal, da se jih tako preparirali. Ja. Le Jože, če bi ti povedal, kdo je tisti, ki mu je povedal, potem ga lahko to zapišemo drugače, pa ne moramo. Profesor Rupšakova. Meni treba, da samo ena misel mi je prišla v res, ko je Igor govoril, da ni nikjer napisano, da obstajajo tam grobišča. Ta misel se mi pa povezuje z Dominikom Smoletom. Mislim, tega 59. leta, ko je v perspektivah izdal Antigono. In tam Polinejka ni bilo. Polinejka ni. Torej, Antigona je iskala Polinejka, ne da bi ga pokopala kot pri Sofokleju, ampak Polinejka ni. Torej, tudi grobišč ni. In če ni grobišč, ni zločina. In če ni grobišč, ni smrti. To sem mislila. Druga stvar, ki se mi pa pojavlja nekako v mislih, to sem že povedala v pisnici tudi, namreč tukaj pri železniški postaji Tovorni, zdaj je Levstikova ulica, pa Miglerca, pa vse, tam ni bilo nič pozidano, tam je bil travnik in tam je bil vhod splet, smo rekli, ne? Tam so vozili iz Hlode, pa take stvari. In tam je bilo zeleno vojakov, ujetnikov. Na tleh so ležali, niso imeli kaj za jesti in so potem hodili po hišah. Natančno se spomnim, da je prišel k nam, ampak je govoril nemško. To se pravi, niso bili najbolj samo Črnogorci, ampak so bili tudi Nemci, ker je rekel, bite nur ein Kartoffel. Ata je šel pa v klet in je prinesel mu eno vrečko in škrnicel krompirja. In on je prijel tisti krompir in je zagrizel vanga v surov krompir. To sem jo stala pred 10 let in strašno je še danes mi je to v duši. Tako se mi je ta človek smilil. Potem je potegnil iz žepa to žepno uro in je dal mojemu bratu. Je pa Ata rekel, Jat je rekel, ne bom jo več potreboval in je tisto uro, mislim, moj brat pa že 30 let. Tudi Nemci, on je govoril, vidite, nula in kartofel, so nemško govorili. Jaz mislim, in to je bilo tudi tisto, mislim, da je že tudi Marijo, akademik Marijo Kordaš, ki so v tem, to so šle ne samo istovrgati, to so šle kolone ljudi z obiskarci, z vozovi in peš.
In pravijo, meni je en planinski prijatelj povedal, rekel, tam gor so 3 dni regljale strojnice noče in skoraj od zjutraj do noči. Skozi regljale strojnice. Marina? Torej, jaz moram reči, da je, ko sem prišla v Kamnik, je moja tašča rekla, Bistrica je krvava tegla. Kar se pa tiče te identitete, jaz moram povedati tako, da danes vsa ta grobišča pripadajo po zakonu, pod arheološke preglede in da dejansko bi morali poskrbeti, zahtevati, da se izkoplje, da se naredi analize, da se obeleži te prostore in potem bomo lahko še ne rekli, kajti iz teh analiz se da ogromno izvedeti. To je visoka znanost, na zadnje, če so Srebrenico lahko naredili, če so sodelovali, celotna skupnost, ker tudi mednarodna skupnost pripomogla, da so izvedli, tudi bi mi morali na temu delati. Tako da res vse čestitke vsem, ki delate in poklon vsem tistim, ki so ohranjali spomin. To je pa res velikanska stvar. Jaz sem samo slišal, da je na področju današnjega nekakvega svita, da so bili doli tudi nekih pobojev, tako na sredi ne boč omenil. To je še Pava, kaj imam pogovor, kaj se zdaj doli dela. Poboji, ki so Pava dela, so vse tiste pošti predali. No, se zato kaj, to sem jaz slišal v Pavi, so kaj pobojev. Je še kdo prosim? Tu, prosim, gospod Zupan, imaš? Samo na kratko, oziroma nek dodatek temu, kar je gospa profesorica doktorica Terena povedala v zvezi s tem, z utemeljitvijo pravice do groba. Torej, prvič, človek ima pravica do groba že zaradi tega, ker je prvič ustvarjen po Božji podobi izključnosti in za večno življenje. Drugič, smrt je prišla na svet po hudičevi neuščljivosti, ker je človek podlegel hudičevi izkušnjavi. Sveda človek pa ni izvorno ustvarjen za to, da bi se njegovo življenje kar tako končalo smrtjo, ampak da bi živel večno življenje s Bogom. In seveda, ker je človek, torej ker je Bog sklenil narediti tako, da bodo torej vsi mrtvi ustali v svojem rešenskem načrtu. To je mogoče se zaradi tega, ker je Gospod Jezus za vse umrl na križu, potem bil grob položen, ker je dela na mrtvih stol. Je potem seveda tudi iz tega dejansko izhaja, iz tega človeškega dostojanstva in namenjenosti za ustajenje mesa, za ustajenje telesa, da je treba spoštljivo ravnati tudi s človekom po smrti, ker bo to telo ostalo poveličeno. Potem pa samo še eno vprašanje, za tiste, ki so pravčevali, to bo pa tudi verjetno prav gospa Perka, pa morda tudi gospod Podbrežnik je več videl. Opazil sem en vzorec, da so partijski veljaki vedno znova gradili svoje letovišča in kraje blizu krajev zločinov, ki so jih sami zaukazali. Ste to že dali pozir, recimo, imate tle Titovo kočo, ki je iz kralja, kraljev hrib, recimo, te stvari, ki so potem te naredili, da so se tam pogosto zadrževali na mestih blizu grozodejstv povaljnih. Zdaj, Augusta, ki je odgovorila, ali bi počasi nehali, prosim. Zdaj bi pa, tukaj med nami je še gospod Poljanšek, ki je iz Markovega. On se tudi kot otrok srečal s temi ljudmi, ki so jih potem peljali na morišče. A bi še kaj povedali? Meni, recimo, ker mi je gospod Poljanšek pripovedoval, se mi je zdelo najbolj zanimivo to, da je bilo tam pri njih na dvorišču veliko ljudi, ki so se pripeljali tja s kočijami, da so bili lepo oblečeni, taki ljudje nerevni, da pa on ni slišal, kaj govorijo, zaradi tega, ker sploh niso govorili. Torej, bilo je veliko ljudi, pa med seboj sploh niso govorili, tako so bili preplašeni. A bi še kaj dodali? Lahko bi dodal samo še to,
da se spominjam ene gospe, ki je imela mehkega otroka, neke starosti, moje starosti, zato sem jaz približal. In ko me je ta pogledala, ta mamica, in te oči so vsa leta še danes ima predstavo njeno in tega otroka, ko sta sedela za naše hiše na dek, v travi, noter, ko so hodili moški, ampak ona je tam sedela brez vsake besed, niti z otrokom ni govorila, niti vsi ljudje, ki so tam hodili, ostali, nišče nič govoril. Ne. To se mi je tako zanimivo zdelo, da sem pač kot otrok to obdržal v spominu, ne. In nekaj posebnega je to bilo, ne. Pač, da če ne pa to nič tako hudega, ki je bilo, mogoče se jaz to sploh ne bi zapomnil. Potem sem te ljudi tudi na Podkamniku. Vozove so tam pustili, konje so spustili tam okrog naše hiše, ljudi so pognali. Spomnim se samo še dveh partizanov na konjih, drugih teh partizanov pa ne. To se hotel še povedati. Hvala lepa. Največ bi bilo kar dobro, da zaključimo. Moram pa povedati nekaj. Gospa Tomšičeva nam je pripravila, mislim, da potico. In zato vas vabim, da še tam zunaj poklepetamo, preden se razidemo. Vabim vas seveda tudi k temu, da kdor kaj ve, naj pove. Zdaj je čas. Ne samo, da on ve, ampak da ve za koga, ki ve in da bi bil pripravljen povedati, vas res prosimo, da to poveste. Skratka, hvala vsem za nocojšnji večer. Ni bil vesel, bil je pač tak, kakršnega nam je ponudila naša zgodovina. To je naša zgodovina, ki jo moramo sprejeti in nositi. Hvala vsem, ki ste pripravili predstavitve in upamo, da se bodo konec koncev stvari v Kamniku neko bolj normalno evropsko civilizacijsko smer obrnile. Hvala vam. Na koncu bi se še v imenu Društva svetega Jakoba zahvalil predavateljici dr. Vereni Perko. Hvala lepa. Torej, rosce. Jedi tudi in šokor.